Dobro jutro, drage gledalke, spoštovani gledalci. Smo v tako imenovanem velikem tednu, ko smo v pričakovanju praznikov velike noči. Tisti, ki vam to kaj pomeni, ste verjetno že vznemirjeni, vsi drugi pa se gotovo veselite prostih dni in lepega vremena. V današnji oddaji Mirica Dobrega se nam obeta marsikaj zanimivega. Najprej zmagovalna pesem prejšnjega tedna, ki ste jo izbrali vi. Pekli bomo odlično jabolčno pito za Nito Odsepek, katere recept smo že objavili. V studiu se nam bodo pridružili navihani muzikanti. Njihov Žiga nam bo povedal marsikaj zanimivega. Slišali bomo tudi njihovo najnovejšo pesem Na kolo, podelili njihov zadnji CD nekomu izmed vas, ki vas bo poklical in vprašal kaj tudi našega gosta. Zato vas že zdaj vabim k aktivnemu sodelovanju. Obiskala nas bo tudi sekretarka Rdečega križa Slovenije, območnega združenja Trbovlje, Mateja Leskovšek. Pripravili smo vam zanimivosti o barvanju pirhov in o velikonočnih dobrotah. Povabili vas bomo tudi v kino in na prihajajoče prireditve. Prislužite si lahko tudi 2 celodnevni vstopnici za kopanje v rimskih termah. Razlogov, da ostanete v naši družbi, je več kot dovolj. Ko posadiš drevo, moraš biti potrpežljiv. Ne moreš ga vsak dan potegniti iz zemlje samo zato, da bi videl, koliko so zrasle njegove korenine. Ali z drugimi besedami, vse pride na svoje mesto, ob svojem času. In vse se dogaja z razlogom. Potrebujete le veliko potrpežljivosti. Današnja oddaja Mirica Dobrega bo zaznamovana samo z dobrim. Veseli bomo, če boste v naši družbi. Prejšnji teden smo na našem Facebook profilu objavili 2 glasbena videospota in vas poprosili, da glasujete za tistega, ki vam je bolj všeč. Se še spomnite, med kom ste izbirali? Prvi predlog je bila pesem Povej naprej v izvedbi Prve lige, druga pa Nekdanje dekle v izvedbi Peklenskih muzikantov. Zmagala je pesem Nekdanje dekle. Prijetna popestritev za tole torkovo dopoldne. Če lahko čas zavrtel bi, zvest le tebi bi ostal. Pa sem drugi vse obljubil in zato mi zdaj je žal. Če bi to mi oprostila, znova zacvetel bi maj. Hladen veter pa mi poje, ne bo te več nazaj. Nekdanje dekle, moje srce bije samo še zate. Ti si mi vse, kar si želim, le zate še živim. Nekdanje dekle, tja v srce, čas piše mi. Stare spomine, vse bolečine najine. Žal so to zdaj moje sanje, ki še sanjam jih v nočeh. A že jutro s prvo roso žalost prebudi v očeh. In ko noč srebrna krila spet razgrne čez nebo, z drugim ti se boš ljubila, a meni bo hudo. Nekdanje dekle, moje srce bije samo še zate. Ti si mi vse, kar si želim, le zate še živim. Nekdanje dekle, tja v srce, čas piše mi. Stare spomine, vse bolečine naj.
moje dekle, tja v srci, čas piše mi. Stare spomine, vse bolečine najine. Zdaj sem spoznal to, kar sem se bal, pogrešam te. Do prihodnje oddaje pa lahko na našem Facebook profilu glasujete že za 2 novi skladbi. V oddaji Mirica Dobrega vam izdamo tokratni izbor, pesmi pa lahko poslušate sami in oddate glas za tisto, ki vam bo bolj všeč. Prihodnji teden bomo zavrteli pesem, ki bo prejela največ vaših glasov. Teden dni časa imate, da izberete med Domnom Kumrom in pesmijo Angel varuh ter Čuki, ki skupaj z Majči prepevajo o Marilyn Monroe. Mi pa hitimo naprej in v nadaljevanju že napovedujemo kulinarično razvajanje. Danes bomo za Anito Ocepek pripravljali slastno jabolčno pito. Na terenu je bila naša Kaja. Dobrodošle, drage gledalke in dragi gledalci, v nocojšnjem prispevku Kuhamo skupaj. Danes smo si zopet zbrali za gostjo gospo Anito Ocepek, saj ste bili tako vi, kot tudi mi, navdušeni nad njeno kuho. Gospa Anita, pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Kaj ste danes za nas pripravili vi? Jaz bom tako rekla, glede na to, da kar zelo veliko pečem, pa imam rada stvari, ki pač niso tako poznane in vedno nekaj eksperimentiram od gibanice, kremšnit in teh, smo pa danes pač izbrali spet jabolčno pito, ki se ji reče a la Anita, zato ker je v bistvu ni standardna jabolčna pita, ampak je ene par skrivnosti oziroma par stvari drugače, kot je pa obična jabolčna pita. Katere pa so tiste posebnosti, morda če lahko razkrijete že kar zdaj? Jabolčno pito v bistvu naredimo enako krhko testo, na katerega stresemo vnaprej pripravljene in naribane jabolka, ampak čez to ne damo krhkega testa v obliki mreže, ampak naredimo v bistvu preliv iz beljakov, rumenjakov, naprej pripravljene beljake, ki jih bomo potem zmiksali, rumenjake, vaniljev sladkor, kisla smetano in vse to vnaprej pečeno jabolčno pito, to se pravi z jabolkami in s krhkim teskom, ko vam bomo pač pokazali, kako se naredi, pa kako se razvala, potem prelijemo in potem še to vse skupaj damo približno za 20 minut na 190 stopinj speč. Potem, ko pa jabolčna pita pač pečena, jo vzamemo ven, pustimo, da se majčkeno mladi in jo še pocukramo z mletim sladkorjem. Kako pa pripravimo testo? Testo v bistvu za en takle velik pekač, kot je tole, po domač temu rečemo tepsija, lahko je pa katerekoli druge oblike, ampak jaz bom tako rekla, jaz sem si pač tole izbrala, ker mi je, praktično in pa malo lažje. Testo, približno takšno količino, zdaj če majčkeno izvagamo, lahko tudi zvagamo, da boste imeli približno občutek, koliko to je približno kilogram pa 300 kilo pa 30 dek, približno pride testo težko. Naredili smo ga pa iz 3 rumenjakov, ki smo jih ločili na rumenjake in beljake. Potem pa beljake v bistvu tukaj ne damo noter v testo. Lahko pa te beljake porabimo v beljakih za čez kremo, ker bom tako rekla, malo v hecu, malo pa res od viška ne boli glava in da ne vržemo stran, jih pač tukaj noter damo zraven, tiste 3 beljake, bistvo potem bo pa tega, da bo ta preliv oziroma ta krhka pita bolj rahla. Potem vzamemo v bistvu 600 gramov moke, zraven dodamo 300 gramov masla ali margarine, pač čisto odvisno od vsake gospodinje. Zraven pa dodamo tudi 200 dekagramov sladkorja. Zdaj tako bom jaz rekla, jaz vsaki gospodini priporočam, da v bistvu, če ima možnost, da sladkor prej zmelje, ali pa da pač mleti sladkor. Zato ker v bistvu pri krhki piti je to, da se maslo pa navadni sladkor v bistvu potem nista prijatelja, zato jaz vedno dam pač mlet sladkor ali pa tega zmeljen.
Tle zraven pa dodamo tudi en pecilni prašek in to z rokami v bistvu vse skupaj segnetemo ali pa malo s pomočjo našega praktičnega multipraktika nekaj je padel, pač svedrčke, a veste, tisti čakajte, da ne, pa so svedrčki, naši svedrčki so se nekje zgodili, želela sem pokazati, ampak jih ni, nekam so se skrili. Svedrčki pač, ki so za testo mešati, ne. Skupaj pravimo testo. Zdaj bomo pa testo pač vzeli. Ko je testo narejeno, ga moramo dati za najmanj 45 minut ali pa dobre pol urce v skrinjo ali pa 45 minut v hladilnik, v eno tako vrečko, ne, da se testo pač ne izsuši. Potem ga pač z rokami vzamemo ven iz vrečke in ga lepo damo pač na pekač in to testo lepo oblikujemo po celotnem pekaču. Tako da bomo potem na to testo potem lahko dali jabolka, ne. Zdaj, ta testo bi lahko mi zvaljali med dvema peki papirjema, ne, ampak jaz bom tako rekla, ne, ker je to testo krhko in mrzlo, ne, se pač zaradi tega, ker je mrzlo, ne prijema na roke, lahko bi ga razvaljali pač na peki papirju, jaz ga pa kar takole po domač povedan malo po celi tepsi. Tako, ne? Pekaču, Ja. v bistvu. Da je lažje. Da je lažje, ja. Aha, in potem gre pa na to testo, tale nadev. Ja, na to testo bomo pa stresli pač vnaprej pripravljene in naribane jabolka. Zdaj bom tako rekla, približno 10 jabolk, ne, 10 jabolk, zdaj več je jabolk, bolj slastna je jabolčna pita, ker krhko testo je pač ima svojo debelino, centimeter pa pol in na to damo pač jabolke, ki smo jih pa prej pocukrali, zato da v bistvu se jabolke nasočijo, da je potem jabolčna pita, ko je pečena, majčkeno bolj sočna. Tista najbolj zanimiva stvar je pa to, da damo pač lahko še majčkeno cimeta gor, ni pa potrebno, ne. In te jabolke potem, ko bomo zdajle gor stresli in dali za 20 minut v pečico na 190 stopinj za 20 minut. Kaj so pa morda katere rešilne bilke, če se kaj zmotite, kako to potem popravite, recimo? Imate kakšne te rešilne bilke? Zdaj bom tako rekla, ne, popraviti, da pač tlele rečemo, malo se nam že na prste prijema, ker je pa mogoče majčkeno premalo časa v hladilniku. Jabolčne jabolke, kadar imamo če poleti delamo jabolčno pito, je pač to, da so jabolke bolj kisle, je treba malo več sladkorja dati, zato da pač jabolčna pita ni kisla, ampak je v bistvu sladka, ne. Koliko jabolk pa ste potem naribali tukaj v ta nadev? Tlele je približno kilogram pa pol do 2 kilograma jabolk, odvisno koliko so pač jabolke velike, ampak približno pa lahko rečemo ene 10 srednjih jabolk, ne. Zdaj tole po vsej verjetnosti vidite, sreča v kuhinji nikoli ne počiva, ne. Zdaj, če nimamo dosti kruha, pol moramo še malo mesa dati zraven, ampak zaradi tega bomo mi jabolčno pito vseeno naredili. Ampak vseeno gre, a ne? Gre. Ste suverena kuharica, tako da vse opravite brez problemov. No, tole v bistvu bom tako rekla, malo se nam prijema, ampak nič za to. Takole smo lepo po pekaču pač jabolčno pito lepo, testo smo pač lepo razvaljali po pekaču. Ekola, jaz si bom zdaj malo rokico umila. Za koliko ljudi pa bo potem ta pita? Ja, zdaj tako bom rekla, ne. Prvič je mogoče pita za 4-5 ljudi. Naslednjič pa za 2 ali pa 3, zato ker je eden toliko poje, ker prav, da je dobro, ne. Ja, tako more biti, ne? Ja. Glejte, tule bom zdaj lahko tudi pogledate, da so jabolke v bistvu lepo take sočne, ne. In ko damo mi to peč, ne, za 20 minut v pečico, je pomembno, da so jabolke v bistvu majčkeno, da sok spustijo iz sebe, ker drugače je pita resnično izsušena in ni sočna, zato je pomembno, da jabolke pač Sladkate. Sladkamo, ne. Sladkamo pa lahko približno za 10 dekagramov sladkorja. Ali pa po želji, odvisno, koliko imate pač radi sladko. Pa koliko so kisle jabolke, a ne? Ja, pa koliko so kisle. Zdaj, če imate kakšno sladkorno, pol malo manj, drugače pa lahko, ker se teh slaščic ne jemo pač vsak dan.
Takole približno lete. Enostavno zdaj takole? stresemo, Wow, razdelimo. sem že lačna. Prva faza lakote že nastaja. Zdaj do tule nekako verjetno vse gospodinje jabolčno pito poznajo kot standardno. Mi pa danes delamo posebno jabolčno pito, Ja. ne pozabiti. Ja, in ta posebnost pa bo povrhnjica, če tako rečem, kaj ne? Tole nekako jabolčno, vidite. Jabke v bistvu čist dosti, tlele smo jih imeli 10 oziroma tam cirka kilogram pa pol do 2 kilograma. Dodate lahko še zmrem, odvzetje pa pol malo težje, razen če boste pač imeli še kje za kje drugega pač jabke pojedene. Kje pa ste morda dobili tale recept posebne jabolčne pite? Mi je pa zelo zaupala ena moje mamice kolegica zelo dobra, gospa Majda. In bom tako rekla, in bom tudi izkoristila pač priložnost, da se ji zahvalim, ker moj mož ima zelo rad dobrote, ne, in za tole jabolčno pito je pa rekel, da je pa resnično izredno dobra, ne, in tisti, ko so jo probali, zmeraj rečejo še. No, gledajte, tole imamo zdaj v bistvu takole naprej pripravljeno, ne, in tole zdaj, tole jabolčno pito v bistvu smo jo naredili, jo damo zdaj za 20 minut na 190 stopinj pa v pečico. Pečica se nam je segrela, nas je že prej tudi opozorila. In zdaj takole pač damo tole jabolčno pito lepo na 190 stopinj, peč za 20 minut. Po 20 minutkah enostavno bomo med tem časom bomo pripravili preliv, ki ga bomo dali pač na jabolčno pito. Trenutno gospa Anita dela sneg. A veste, kaj je to? Aha, bo pa kar pokazala sama, kako ga pripravimo. Takole? Sneg v bistvu smo naredili iz 4 beljakov, pa tiste 3 beljake, ki smo jih pač prej stran odvzeli od krhkega testa. Naredimo pač skoraj gotovo zmes. V tej gotovi zmesi pa dodamo malo sladkorja, da je v bistvu sneg zelo čvrst, ker potem enostavno bo jabolčna pita zaradi tega veliko bolj rahla. Zdaj bomo dodali pač tik pred koncem, bomo dodali malo sladkorja. Kako pa potem preverimo, če je sneg gotov? Ja, to je zanimivo, če sneg ni dovolj trd, enostavno pade z posode. Enostavno pač moramo tukaj cajta miksati, da pač Ne pade na glavo, ne? Če si obrneš okrog glave, da ne pade ven, ne? Res je, res je. Tako so tudi mene učili. Še malo, pa bo gotov. Potem pa bomo zmiksali tudi rumenjake. Rumenjaki pa so samo 4. lahko ponovimo še v bistvu recept zraven. Aha, ja, ker povejte, kaj vse je potrebno za... Mogoče povejte še prej, kako se imenuje ta jabolčna pita? Jaz bom to rekla, ker jabolčna pita ni čisto običajna, tako kot so vse ostale. Jaz vsako hrano, ki jo karkoli dodam, jo poimenujem pač a la Anita. Zato pomeni to, da v bistvu tako kot rečemo gibanico, ki jo zelo rada pečem, sploh tudi kdaj pa kdaj za točne slavnosti, pa priložnosti, rojstne dneve, vedno v bistvu eksperimentiram, to pa pomeni, da vedno nekaj dodam, nekaj svojega, nekaj več, nekaj drugače, zato da temu pač dodam, enostavno dodam, da je pač ta stvar, ki je a la Anita, pomeni, da je nekaj zagotovo mojega. Tukaj lahko pač tudi povem, verjetno gospodinje, ki pač pečejo jabolčno pito, ne vem, če vejo, ampak ko delamo krhko testo, tlele nam tudi piska, je jabolčna pita v bistvu že pečena. Krhko testo, ko smo ga prej pripravili, je posebnost krhkega testa, tako kot pri jabolčni piti in pa pri moji gibanici. Jaz dodam od 2 do 5 žlic hladne mrzle vode, zato ko gre to v hladilnik, se zaradi te vode v bistvu krhko testo veliko hitreje ohladi, pač v hladilniku ali pa v skrini. Zdaj tule smo naredili, pač, kot smo prej rekli, smo naredili beljake, so trdi, ne padejo ven. Enostavno, zdaj pa vzamemo pač 4 rumenjake, katerim bomo dodali 10 dekagramov sladkorja in pa 2 vaniljeva sladkorja pač še zraven.
da bo pač ta krema res imela majčkeno boljši okus. Vse to skupaj spet zmiksamo do take čvrste kreme, ki jo potem dodamo v beljake. Preden bomo pa dodali v beljake, bomo dali pa kislo smetano, eno tako veliko kislo smetano, katerekoli proizvajalca, ampak približno pol kilograma. Aha. Se pravi, v bistvu celo smetano. Celo smetano, ja, tako je, ne, 500 gramov, ker Ja. smetan je pač več, 180, ampak jaz jo dam pol kilograma, ker je v bistvu zato, da pride dosti velika pač omaka. Tamle nam pečica opozarja, da je pečeno, no, bom jaz pač samo ugasnila. Takole, ne, takole. Jabolčna pita v bistvu je pečena, ampak ker jo bomo potem še 20 minut naprej pekli, pečice ne bom izklapljala, jo bom sam ven vzela, ne. To je pač zdaj naprej pripravljeno, Wow. pečeno, ne. Vidite to? Vidite? To je nekako takole, ne. To je v bistvu zdaj pečeno, zdaj tle na štedilnik postavimo, pa počakamo, da naredimo pač tolo, da naredimo pač Povrhnjico. povrhnjico, ja. Zdaj tule še beljake do konca zmiksamo. In še malo malta. Morda, če še poveste, kje pa dobite sestavine, jih kupite v trgovini ali imate posebne dobavitelje? Jaz bom pa rekla, jajčke imamo domače, ne, pač zato, ker enostavno imamo tudi domače hiške in tukaj jaz pač vedno uporabljam domača jajca, zato da pač ni bojazni, da bi karkoli bilo na drugo strano. Vse ostale sestavine, kisla smetana, vaniljev sladkor, moka, enostavno pa kupimo pač v trgovini, kjerkoli, pač kjer je cenejo dosti včasih, kjer se naredi. Tule zraven, zdaj rumenjaki so zmiksani pa sladkor, ne. Zdaj tule zraven dodamo pol kilograma kisle smetane, mislim pol kilograma, 500 gramov kisle smetane. Kaj pa v bistvu naredi smetana, poveže jajce ali pa kaj v bistvu morda? Jaz bom tako rekla, ne, v bistvu jajca, kisla smetana je nekaj takega, kakor po domač povedan v štrudlu, da enostavno je bolj sočno. To je pač sočnost, ne, samega štrudla ali pa same jabolčne pite. Zdaj tule enostavno tole zdaj lahko zmiksamo, tole pač samo zmiksamo. Takole. Takole. Zdaj pa bomo ta nadev posuli po jabolčni piti, tisti, ki smo jo prejle dali iz pečice. Zdaj tule zraven dodamo še te beljake, smo pač tole pač zmešamo, ostanemo spet z metlico kot posebnost pri genšnite. Ja, ročno. Ja. Ročno, Zgleda super, že sam nadev zgleda super, jaz bi ga jedla. Velikokrat jem surova jajca, saj so dobra, ampak ne zdrava, moramo povedati. Jaz bom to rekla, ne, tule bi te pač, tako ne da bi te popravila, ampak jajca so zdrava, ker zdaj obstaja celo na internetu pa na Facebooku kar neki pač diet, ko ješ 12 dni jajce pa shujšaš več, kakor če v bistvu po vseh drugih receptih hujšaš. Ja, ampak ne surova jajca, veste, sem jaz mislila. A surova jajca? A ja. Bodybuilderji, Ja, surova jajca. beljakovine, a ne? Beljakovine. Ja. Zdaj pa odvisno pač kakšen imaš recept, ampak sama jajca kot jajca, nekateri pravijo, da je holesterol, pa ne vem kaj vse, pač enostavno. V glavnem zdaj, mi smo pri končni fazi, ne, spet nam nekaj piska, nam pečica opozarja, enostavno, bomo zaklenili jo. Če se zakleniti, v glavnem to kremo, ki smo jo pač naredili, oziroma ta nadev, ki smo ga naredili, smo ga lepo po jabolčni piti polili. Vzamemo žličko. In to lepo zdaj. Razporedimo. Takole, wow. Jaj, sline se kar cedijo v telem, res. Že komaj čakamo vsi, da se speče. Zdaj pa to spet damo približno za 20 minut v pečico, ne?
da se lepo v bistvu tole na vrh lepo speče. Potem, ko bo pa končano in pečeno, bomo dali pa še sladkor, razrezali in se lepo posladkali. Na koliko pa damo pečico? Isto kot prej? V pečico damo spet nazaj na 200 oziroma 190 stopinj, na 190 stopinj za 20 minut. Ker je pač pekač še vroč, je treba biti previden. Tole. Takole. In zdaj naštemamo pečico spet za 20 minut in pač to spečemo, zato da naredi lepo zarumenelo skorjico. Evo ga, mi pa se vrnemo, ko bo tole že gotovo. Aniti Ocepek in naši Kaji se zahvaljujem za tole kulinarično razvajanje. Še enkrat bomo pokukali v kuhinjo k Aniti, da vidimo končni izdelek, zato morate ostati v naši družbi. Upam, da boste kaj podobnega pripravili tudi vi sami doma, sploh v tem prazničnem tednu. V oddaji Mirica dobrega hitimo naprej in že pozdravljamo torkovega gosta. Z menoj v studiu je Žiga Natek. Žiga, pozdravljeni. En lep pozdrav. Navihani muzikanti, vi ste član tega ansambla, ki ga naše gledalke in gledalci že dobro poznajo in sem vesel, da ste si vzeli čas in prišli malo poklepetati, kaj se z vami dogaja. Ja, tako je, navihani muzikanti smo zelo pridni. Lansko leto 2017 si bomo zapomnili zelo dobro. Izdali smo tudi svojo novo zgoščenko na svojem 5. navihanem večeru. Udeležili smo se tudi nekaj festivalov, ki so bili zelo uspešni, tako da zelo pridni. Omenili ste svojo zgoščenko, Zgodnja pomlad ste jo naslovili, malo jo morava predstaviti, kaj vse ste uvrstili nanjo. Podrobneje ste jo svojim poslušalkam in poslušalcem predstavili na svojem tradicionalnem koncertu. Za naše gledalke in gledalce pa malce povejte, kaj vse ste uvrstili nanjo. Ja, tako je, na naši novi CD plošči, ki je išla točno 25. novembra lansko leto na navihanem večeru. Na njej je 12 skladb. Večina skladb je lastnih, smo napisali sami. Sodelovali smo tudi s priznanimi glasbeniki, kot je Rok Švab, Vera Šolinc, Brane Klavžar, Jože Galič. Tako vse skladbe so posnete pri našemu Domnu Šerganu, našemu harmonikašu. Tako da smo zelo, zelo ponosni na njo. S seboj ste prinesli tudi zgoščenko, ki so jo gledalke in gledalci lahko videli. Nekomu izmed vas, ki nas spremljate v tem trenutku, jo bomo podarili, če nas boste poklicali na telefonsko številko 03 56 57 177. Vprašanje ne bo pretežko, zato le pogum in telefon v roke, pokličite nas in zgoščenka bo vaša, če boste pravilno odgovorili na neprezahtevno vprašanje. Zgodnja pomlad ste naslovili tale CD. Odkot ideja, na kak način ste izbrali to naslovno pesem? Tako, to je naslovna pesem, Zgodnja pomlad, to je tak prelepi valček. Naslovili smo jo zato, ker smo leto 2016 na Vurberku osvojili tudi dve taki zelo lepi nagradi. Srebrnega zmaja in pa Šifrarjevo plaketo za najboljše večglasno petje. Tako da smo zelo ponosni in ta skladba se nam je res usedla v srce, lepi valček, tako da smo rekli, naj bo Zgodnja pomlad. Tudi v letošnjem letu, v katerega smo že pošteno zakorakali, ste zelo dejavni. Imeli ste svoj koncert ob dnevu žena in materinskem dnevu. Udeležili ste se koncerta zmagovalnih pesmi lanskega leta. Marsikaj se je že dogajalo, pa se najprej ustaviva pri vašem koncertu, ki ste ga organizirali na Dolu pri Hrastniku. Tako je, 10. marca na Dolu pri Hrastniku. Bilo je res enkratno polna dvorana, tako da tudi že študiramo za naslednje leto, tako da mislim, da bomo tudi izvedli ta koncert. Se vam zdi, da je pred domačim občinstvom lažje ali težje igrati?
Ja, je kar ena takšna malenkost treme je, ampak ko vidiš potem tisto polno dvorano, ko te spodbujajo, ko ti pokažejo, da te radi poslušajo, je to čisto potem na odru čisto sproščeno, se imaš super in lepo steče tako, kot je treba. Pred kratkim pa ste bili še na enem zanimivem dogodku, na katerem ste predstavili svojo zmagovalno pesem. Pa vas prosim, da malo predstavite, zakaj je šlo, kako ste se tam znašli in kako je bilo. Ja, res je. Radio Veseljak je v Vinski gori naredil koncert zmagovalcev lanskega leta na festivalih. Zaigrali smo 2 skladbi. Ena skladba, ki smo bili nagrajeni na Graški gori, za večglasno petje in pa dobili smo tudi, da se malo pohvalim, Zlatega pastirčka, edini trio ansambel. To smo zaigrali Skrito srečo, ki je avtor celotnega je Rok Švab in Vera Šolinc. Tako da zaigrali pa smo še tudi eno, Fontana zeleno zlato. To smo pa naslovili po tisti znani fontani v Žalcu, kjer lahko vsi poskusijo pivo, ki jo je napisal Jože Galič. Z njo smo pa osvojili nagrado za najboljše besedilo na festivalu Guštanj. Naj povem našim gledalkam in gledalcem, da bomo ta koncert predvajali tudi na naši televiziji, tako da se že zdaj veselimo tega posnetka. Kateri pa so bili še drugi ansambli, poleg vas? Ja, drugi so bili tudi prav tako zmagovalci lanskoletnih festivalov. Bili so tudi gostje, kot so Brane Klavžar, tako da res bilo je vzdušje enkratno. Tisti, ki nas v tem trenutku spremljate in bi radi dobili CD Navihanih muzikantov, ste vabljeni, da nas pokličete na telefonsko številko 03 56 57 177. Vprašanje ne bo pretežko, tako da le pogumno. Žiga, ste pa v tem času, poleg vsega tega, kar smo že povedali, posneli tudi novi videospot za eno izmed pesmi, ki že napoveduje, si mislim, novo CD ploščo, ker je ni na tej aktualni. Ja, tako je. Navihani muzikanti smo začeli že z novimi skladbami. Zadali smo si cilj, da bi vsake 2 leti izdali novo CD ploščo. Tako da evo, ta videospot, ki smo ga posneli, je prva skladba, ki je že napovedala našo novo CD ploščo. O njej še malo več pozneje. Nekdo se nama je pridružil na telefonski zvezi, zato ga prav lepo pozdravljam. Dobro jutro. Dobro jutro. Kdo je z nami? Marina pri aparatu. Marina, lepo pozdravljeni. Navihani muzikanti so naši gostje. Obljubil sem, da vprašanje ne bo pretežko. Sva se z Žigom dogovorila, da bi tisti, ki bi želel imeti ta CD, odgovoril na vprašanje, kak je njegov naslov. Ste ujeli med najinim pogovorom? Najprej bi oba gosta in vas lepo pozdravila. Ja, poznam njihov CD. Naslov je Zgodnja pomlad. Super. To je to. To je to, tako je. To je to in CD je vaš. Veseli smo, da ste nas poklicali. Tole pesem, ki sva jo napovedovala, bomo v nadaljevanju poslušali skupaj. Ostanite v naši družbi še naprej. Pri kolegu v režiji pa pustite svoje podatke. Hvala za CD, ampak vam z veseljem sporočam, da ga že imam in bi ga mogoče poklonili naslednjemu poslušalcu, ko ga še nima. Dobro, hvala za tole idejo, tako da vam se zahvaljujem. CD pa je še na voljo, tako da druge gledalke in gledalce ponovno prosim, da nas pokličejo. Vam, Marina, pa hvala za tale klic. Je zelo lep, tako da bo vesel tisti, ko ga bo dobil. Hvala tudi vam, pa lep pozdrav. Hvala za vaš klic in lep pozdrav. Žiga, začela sva s to novo pesmijo Na kolo, ki bo napovedala novo zgoščenko Gradivo, že nastaja. Ja, tako je. Ta nova skladba, ta je že, bi lahko rekli, bila napisana kar nekaj časa nazaj, kakšne 2 leti. Ampak se je ta skladba majčkeno dala na stran. Sedaj smo pa rekli, zdaj pa je čas, da ga naredimo. To je, naslov je Na kolo. V glavni vlogi je moj oče Janko Natek, ki je tudi to besedilo napisal. Glasbo je napisal naš harmonikaš Domen Šergan. Tako da v videospotu tudi nastopa znani pevec ansambla Braneta Klavžarja, Marko Semprimožnik, ki je igral zdravnika. Zelo tak zanimiv videospot, malo na smešen način narediti, tako da res
super. No. Kje ste ga posneli? Snemali smo ga v naših krajih, to se pravi v Taboru, v Savinjski dolini. Snemali smo tudi v fitnessu, v Olympusu, v Žalcu, ter pa na Veterini, kjer smo si malo za šalo, malo zares posodili njihove prostore za ambulanto v Podlogu, kjer dela tudi Marko Semprimožnik. Kaj je glavno sporočilo te pesmi? Ja, glavno sporočilo je to, da vsi na kolo za zdravo telo. Treba je, zdaj bo prišel tisti čas, ko bo sonček, pomlad, malo shujšati, malo telo oblikovati za poletje. Tako da vsi na kolo. Ja, in vsi na kolo tudi z našo oddajo V mirici dobrega si bomo tale videospot privoščili v nadaljevanju Navihani muzikanti. Spet prišla je za me pošta, mi jo doktor je poslal, da pri njem se jaz oglasim, če sem sploh še zdrav. Kar za glavo se držal je in pogledal me grdo. Shujšati bo treba, skoči hitro na kolo. Shujšati bo treba, skoči hitro na kolo. Za boljše počutje vsi na kolo, je dobro in zdravo za naše telo. Naj sonce ali dež nam ovira ne bo, samo da nam vsem je lepo. Mesek z Bogom kruhek, pivo, vino in še kaj. Komaj na kolo se spravim, vse boli me zdaj. Res ti doktor za vse hvala, da si svetoval mi to. Zdaj povabim tebe, da se spraviš na kolo. Zdaj povabimo tebe, da se spraviš na kolo. Za boljše počutje vsi na kolo, je dobro in zdravo za naše telo. Ne sonce ali dež nam ovira ne bo, samo da nam vsem je lepo. Goni, goni, goni! Ne sonce ali dež nam ovira ne bo, samo da nam vsem je lepo. No, a vidite, kde je šlo? Žiga, gotovo ste ponosni na to novo skladbo, na videospot. Kaj pa zdaj? Boste posneli še kakega? To vam gre odlično od rok. Ja, seveda, Navihani muzikanti smo zelo pridni, tudi videospote snemamo čisto sami. Tako da, kokar posnamemo pri našem domu kakšno novo skladbo, se usedemo dol, naredimo scenarij in čez kak teden, dva že snemamo videospot, tako da gre to kar hitro. Sigurno bomo letos še posneli kakšnega. V prvem sklopu sva obljubila CD, nekdo naj jo je ponovno poklical in dobro jutro, dober dan naslednjemu. Dobro jutro, dober dan, Dobro Tomaž. jutro. Pozdravljeni, kdo je v naši družbi? Darja tukaj iz Tor, spet sem vas ujela, imam srečo, veste. Ja, lepo, lepo. Danes bomo podarili CD Navihanih muzikantov. Vprašanje bo ostalo isto. Kako je naslov temu CD-ju, ki ga danes tudi predstavljamo? Ja, jaz vaju spremljam, zgodnja pomlad in tudi pozdravljam vašega simpatičnega gosta, Navihanega Žigo. Pozdravljeni. Tako da poznam jih, ja, tudi slišim po radiju Veseljak in tako naprej. Pa in tudi tale spot je hudomušen na kolo. Darja, boste šli tudi vi kaj na kolo za zdravo telo? Sem včasih šla, tokrat mi pa zdravje nekako ne dopušča. Bomo pa mi z glasbo in našimi oddajami polepšali tudi ta torkova jutra in dopoldneve, da boste radi v naši družbi. Le dajte, sem vedno, kadar sem le doma takšen čas.
Hvala lepa za tole javljanje. Pustite podatke pri naših kolegih in tale CD je vaš in upam, da ga boste z veseljem poslušali. Bom in se najlepše zahvaljujem, pa vse dobro še naprej, pa lepe prihajajoče praznike. Hvala enako. Lepo zdrav Lepo na bodite, štajerski konec. nasvidenje. Srečno. Žiga, vi imate pri Navihanih muzikantih tudi zelo simpatično pevko. Kako vas jemlje? Vas ima kaj v strahu? Ne, naša Melita je zelo se lepo vklopila med nas tri fante. Tako da res delujemo kot ena ekipa, štirje in tako vsak ansambl mora delovati kot ena taka mala družina, če želiš, da tudi ansambl pelje naprej. Tako da smo res taki dobri prijatelji, vsako leto gremo skupaj sami na morje, si naredimo kakšen piknik, tako da res kot taka mala družina. Imate že kakšne načrte za letos, kam se boste odpravili? Ja, na dopust sigurno. Nekih načrtov kam pa kako nimamo, ampak gremo pa sigurno kam na morje za kakšen teden. Tako da. Pred nami so zdaj velikonočni prazniki in skoraj pred vrati tudi že prvomajski. Kaj boste navihančki počeli v tem prihajajočem času do poletja, ko se začnejo tiste prave veselice? Ja, sedaj med temi velikonočnimi prazniki bomo tudi navihani muzikanti pobarvali kakšno jajčko. Ali pa tako kakšno šunko pojedli. Naredili bomo tudi vaje, se pravi, ta vikend nimamo tudi ne špila, tako da bomo malo povadili. Potem pa ja, nadaljujejo se pa že naslednji teden potem spet špili in veselice, tako da smo že pripravljeni na to poletno sezono. Prej sva začela govoriti o nastajajočem novem CD-ju, čeprav je aktualni pred kratkim izšel. Prej ste omenili, da ste si nekako zadali na 2 leti, da bi prišle nove pesmi na CD-ju. Eno smo že spoznali, ki bo na prihajajočem novem. Kakšno pa je trenutno stanje? Kaj se dogaja? Je še kaka na zalogi ali za zdaj samo v mislih? Že imamo besedilo, že imamo melodijo. Tako da počasi, ko imamo vaje, jo malo preigramo, tako da se počasi učimo, delamo tiste detajle, potem se bomo zaprli v studio in na to sledi kakšen videospot. Tako da leto 2019, novembra, na našem navihanem večeru bo išla ta nova CD plošča, ki je že v nastajanju. Zdaj ste se že dodobra navadili tudi na slovenski glasbeni oder, na dogajanje v glasbi in ste verjetno spoznali tudi kar nekaj ansamblov, ki delujejo podobno kot vi. Imate kakšne glasbene prijatelje? Seveda, s muzikanti si moramo med seboj pomagati. Nikoli ne vemo, kdaj bomo katerega rabili. Seveda tudi na nastopih, naprimer, ko se muzikanti srečamo, tako se tudi potem dogovorimo mogoče za nastop na našem koncertu. In tako si vrnemo uslugo in si pomagamo med seboj, da smo zmeraj v takih lepih odnosih. Še nekdo se nama je pridružil. Dober dan želim. Kdo je z nami? Ja, dober dan. Nekdo se nam je pridružil. Malo bomo še počakali, da se vzpostavi telefonska linija in je nekdo z nami. Dober dan želim. Halo, dober dan. Dober dan. Dober dan. Ja, dober dan, iz Žalca kličem. Spremljate naše navihane muzikante? Ja, pozdravila bi navihane muzikante. Pozdravljeni. Slišimo vas, malce bolj potiho, dajte televizijo, da se bomo slišali. Seveda pa smo zelo veseli, da ste nas poklicali. Ja, Sonja, tu iz Žalca. Sonja, pozdravljeni. Ja. Imate kako vprašanje za našega gosta? Jaz bi vas sam pozdravila, vse navihane dobro poznam. Žiga, zdravo. Pozdravi vse ostale. Bom, hvala. Za vas pa imam še eno presenečenje, ker ste nas poklicali. Še vas, gospod voditelj, pozdravim. Ja, hvala lepa. Za vas imamo eno presenečenje, ker ste nas poklicali, vam bomo podarili 2 vstopnici za celodnevno kopanje v rimskih termah. Ja. Upam, da boste sprejeli to nagrado in pustili podatke pri naših kolegih in da se boste, ko boste imeli čas, odpravili tudi tja.
Ja, v redu, hvala lepa. Hvala tudi vam, Ja, srečno. lepe praznike vsem. Hvala enako in lep pozdrav v Žalec. Nasvidenje. Žiga, o vaših glasbenih prijateljih sva govorila. Spremljate drug drugega, se tudi kaj komentirate, podajate kakšne predloge, pohvale, kritike. Kako to poteka? Seveda, muzikanti si, tako kot si dejal, damo kakšno kritiko, seveda tudi to mora biti, drugače pa pohvale za vsak, kateri naredi kakšen nov komad. Kot sem pa rekel, kritike morajo biti, da veš, kaj delaš narobe, da potem na naslednjem komadu naprimer popraviš. Tako da, ja, vsi tudi pišemo in komentiramo. Vi ste nastopali na zelo različnih prireditvah, na koncertih, na zabavah, na osebnih praznovanjih, na veselicah. Če malce pogledate te dogodke, kateri so tisti, ki so vam najljubši, če bi morali izbrati enega? Ja, najljubše so seveda veselice. V teh poletnih mesecih, ko je zunaj toplo in ko si na odru in ko so vsi ljudje zadovoljni, res to tista veselica nam je najbolj ležijo tudi tako, da smo na veselicah zelo živahni, vse smo tudi drugje, samo veselice so tiste, ko nam res sedejo. No. Ena četrtina leta je za nami, se pravi, da je kar nekaj dni še pred nami. Kaj si obetate od letošnjega leta, poleg koncertov, igranj, različnih priložnosti, ki ste jih že omenili? Ja, seveda, letos imamo tudi namen se prijaviti na kakšen festival. Imamo že, kot sem prej dejal, že tudi skladbe pripravljene, že tudi pridno vadimo. Tako, kot sem dejal, tudi posnet kakšne 2, 3, 4, 5 novih skladb, kakšen videospot in seveda upamo, da na čim več igranj, da bomo imeli dosti špilov čez leto, kar se že tudi na našem koledarju zelo dobro pozna. Smo že zelo zasedeni. Tako da letošnje leto bo, mislim, da kar odlično. Muzikanti na splošno ste vedno dobre volje, dobro razpoloženi, zabavate ljudi. Odkot pa črpate energijo, voljo do dela? Kaj je tisto, kar vas pomirja, kar vas napolni z dodatno motivacijo? Glasba. Glasba je tista, ko res ti da neko energijo. Tudi če si kdaj slabe volje, naprimer, ne vem, na ohciti, ko boš bil cel dan zraven, celo noč, ni problema. Mi z glasbo nas poživi in se imamo luštno do jutranjih ur. Žiga, jaz vam želim uspešno leto, veliko nastopov, veliko vsega dobrega in upam, da se še kdaj kmalu srečamo in še malo poklepetamo. Hvala lepa za povabilo in enako tudi jaz želim. Navihani muzikanti so bili naši gostje danes. Zdaj pa imam vprašanje za vas. Vas zanima, kako je videti naša jabolčna pita? Poglejmo h Kaji in Aniti, kaj se dogaja z njo. In prišel je trenutek, ki smo ga vsi čakali. Tale jabolčna pita je že gotova in sedaj jo bomo postregli. Takole. Pečica je v bistvu lepo odpiskala, ne? Nam je pač povedala, da je tale jabolčna pita pečena. Tole je zdaj pač posebnost te jabolčne pite, ne? Da enostavno, ko je pač pečena, ker je bilo to testo tako rahlo, je pol lepo naraslo, ne? Tole imamo mi, da mačkaj si pomagati z nečem, da bomo tole ven dobili. Ja. Testo smo vmes malce popravili, če tako rečemo, a ne? Da ne bo naraslo preveč, oziroma gospa kuharica, šefica je popravila. Ne? Zdaj tole jabolčno pito v bistvu postavimo ven. Pečena je. Tule bomo vzeli mleti sladkor, ta pač nadev se bo pa čisto postopoma mačkaj usedel, zato da ne bo več tako visok. Ne? Tule bomo vzela zdaj mobilčko, da bo mogoče še mačkaj pomagala lepo napikati, da bo to zdaj padlo, te mehuri. Zrak ven devamo, tako? Ja. No, če pa vam ostane preveč krhkega testa, kaj vse lahko pa še naredimo z njim? Ja, prej rečemo enostavno, če imate, mi smo dali po 600 gramov
moke, pa jajca, pa pač sestavine. Enostavno, če imate manjšo posodo, v katero ste pač naredili pito, lahko pa iz nje v bistvu naredite enostavno kakšne piškotke ali pa v bistvu porabite v hladilniku, pustite v hladilniku za kaj drugega. Zdaj tule bom jaz vzela mleti sladkor, enostavno, da bom pač s tem mletim sladkorjem bom lepo zdaj jabolčno pito poštupala, da bo pač še na vrh lepo zgledala in da bo pač to res tista prava jabolčna pita. Zdaj bom tako rekla, ne glede na to, da imamo letos snega dost, ne, res tole je tako kakor sneg, ampak za letos ga imamo pa res dost, tako da bomo v bistvu tole sam pokazali. Ta je ta sladek sneg, ne? Ta sladek. Takole izgleda odlično. Izgleda sneženo, tudi res je. Res je, sneženo. Otroci lahko delajo snežaka? Ne, hecam se. Zdaj bomo pa pač tole jabolčno pito lepo razrezali enostavno in se pač z njo lepo posladkali. Morda vmes, če vas vprašam, vi imate veliko poslanstev v življenju, tisto prvotno oziroma osnovno pa je le natakarica oziroma kuharica. Ja, jaz bom tako rekla, ne, moje življenje je bilo, moje življenje je bilo res pestro, tudi od osnovne šole naprej, vedno je bila želja biti v gostinstvu, biti natakarica. To sem bila skoraj cirka 15 let, od restauracije Marela, pač Kuma, Medijskih toplic. Bila sem leta 96 tudi najnatakarica za restauracijo Marela, za katero priznanje sem zelo ponosna, ker sem bila pač najnatakarica celo na tekmovanju. Potem se je pa moja pač pot nadaljevala na trgovsko, ekonomsko in faks, tako da sem diplomirala iz računovodstva. Zdaj pa lahko sam se pohvalim, da imam pač trenutno lasten SP, ampak še vedno je pa moja prioriteta to, da zelo, resnično zelo rada z dušo in srcem pečem in kuham tudi za vse domače in pa tudi za kakšne slavnosti oziroma slavnostne priložnosti, ne. Zdaj tule, da nam pač pita ne bo drsela oziroma se nam sukala, bom jaz tle od spodaj dala en servet, da bomo pač mi lahko to lepo razrezali. Tole. Zdaj, mi jo bomo pač danes, zato ker je pač pečena, jo bomo pač razrezali. Vsem gospodinjam pa pač priporočam, da ko jo pečete, ne, enostavno, da jo pustite približno 10 ali pa 15 minut odležati, da se lepo tale testo, ker vidite mogoče, da se je pa že res majčkeno usedel, ne, enostavno, da ga pustite, da se lepo res usede, ne. Takole, prvi rez je bil za dan. Ja. Da bomo pač najprej na pol razrezali. Lepo pozdravljeni, zdaj se pa javljamo v bistvu z razrezano jabolčno pito nazaj, ne. Enostavno, zdaj gostjo imamo, oziroma pač žirijo, ja, enostavno. In zdaj bomo mi tole dali, da poskus in oceni, kakšna je pač jabolčna pita, ne. Mikrofon kar zelo blizu, da vidimo, da se bo slišal, ne, kako je dober. Takole. Tak velik ugriz. Bo šlo? Je počasi, da se ne boš spekla. Je. Jabolčna pita je nekaj posebnega, ne. Še lačna sem. Jaz bom rekla, gospodinjam resnično priporočam, mi smo pač danes jabolčno pečeno pito razrezali in je mogoče, ni to še ne zgleda tako, kot bi pač mogla zgledati, zato vsem gospodinjam pač priporočam, da jabolčno pustijo odležati, da se resnično ohladi, ker jabolčna pita načeloma se je hladna, ne vroča, ne. Mi smo jo pa za demonstracijo pač enostavno razrezali, da jo pokažemo še toplo, ne. Mi tole pojemo, pa se vidimo prihodnjič. Lep pozdrav do naslednjič. Adijo.
Hvala Ireni in Kaji za te prijetne spomine in skomine. Vsem vam pa lahko sporočim, da je recept za tole jabolčno pito že objavljen tudi na naši Facebook strani, tako da lahko v teh predprazničnih dneh preizkusite in preverite tale recept. Mi pa gremo naprej z oddajo Mirica dobrega. Naš David je pripravil pregled športnega dogajanja po Zasavju. Vabimo vas k ogledu aktualnih športnih vsebin. Pozdravljeni v našem studiu. Kot je napovedal Tomaž, je čas za šport, začenjamo pa z nogometom. V centralni skupini 3. slovenske nogometne lige je 16. krog zaznamoval zasavski derbi. Odvil se je v Zagorju, več pa v naslednjem prispevku. Zasavski derbi, težko pričakovano nogometne srečanja dolgoletnih zasavskih ligašek, je tokrat na srednji zagorski stadion privabil kakšnih 700 gledalcev, ki so videli sicer za tretje ligaške primere dokaj solidno igro na, to moramo poudarjati, dosti težkem terenu. Domačini so bili absolutno favoriti pred tekmo in to vlogo tudi v celoti izpolnili. Povedli so namreč že v 21. minuti, po je po kotu z desne strani lastno mrežo zadel eden iz gostujočih branilcev. Na 2 proti 0 so povišali po zares lepem zadetku Gašpra Kureža, piko na i zasluženi zmagi pa je postavil najboljši zagorski strelec v preteklih sezonah Ivica Perić. Kaj reči po tekmi? Trboveljčana v borbi za obstanek čaka težko delo, to je definitivno. Novi trener, ki je nadomestil trenerja Franca Sivka, je naletel na ekipo v takšnem stanju, da bo težko kos nalogi. Pa vendar, dokler upanje obstaja, potem velja igrati in pa upati na najboljše. Zagorjani so prikazali razmeroma dobro igro in ostajajo v boju za napredovanje. Derbi kot derbi, igra ni bila ravno na navoju, najbrž se s tem strinjate. Tisto, kar gledalce zanima, pa so bili zadetki. Vaš komentar tekme? Strinjam se z vami, da igra ni bila lepa, pa tudi za gledalce ni bila lepa za gledati, ampak to je vzrok tega igrišča, zelo slabo igrišče tle v Zagorju in na tem igrišču se ekipa Zagorja boljše znajdla. Mi imamo tudi tale problem, da treniramo pa igramo na umetni podlagi, tako da tudi tale sprememba podlage je zelo velik problem. Čestitam ekipi Zagorja na zasluženi zmagi, tudi mojim igralcima čestitam na zalagaju, na borbi in upam, da bomo v nadaljevanju prvenstva nabrali še kakšno potrebno piko za obstanek. Prva priložnost je že v soboto, ko gostite Bohinj. Ja, itak, da je naslednja tekma v soboto proti Bohinja. Upam, da se bomo zbrali, zdaj po 2 porazih je težko ekipo dvigniti psihično, ampak upam, da nam poratalo, da bomo vzeli te 3 pike, ko so nam zelo, zelo potrebne za obstanek. Hvala lepa in veliko uspeha v nadaljevanju. Hvala vam, srečno. Derbi ste pričakovali kaj več? Pa ne, mislim, nismo kaj več pričakovali, čisto zaslužena zmaga danes v vseh elementih igre. Mislim, da smo doslej tudi gledalci ker smo odigrali na zelo težkem terenu in zmagali s 3-0, mislim, da je bilo vse tako, kot treba in da smo dokazali, kdo je vladar Zasavja. Po porazu v prvem krogu nadaljevanja vam je rezultat tega drugega kroga nadaljevanja, govorim o porazu pred Hirterja v Grossruplu, najbolj šel na roko. Seveda, da nam je šel rezultat na roko, ampak mi smo odvisni sami od sebe, do konca še veliko tekem, tako da je treba iti od tekme do tekme in zmagovati do konca in tisti, ki bo na koncu več teka zmagal, bo na koncu prvi. Naslednji krog gostovanje pri Arne Taboru. Ja, še ena težka tekma, ampak mislim, da smo mi spet dobro pripravljeni, zdaj bomo jutri malo spočili in v sredo nas čaka še pokal v Ljubljani in pa da bomo šli v soboto tudi na zmago v Arne Taboru. Hvala lepa in srečno. Hvala tudi. Od ostalih srečanj v centralni skupini 3. lige velja izpostaviti zmago moštva Brinje Grosuplje z 2-1 nad Bledom, s tem so se Dolenjci povzpeli na drugo mesto. Ivančna Gorica je doma 4-2 premagala ekipo Šobec Lesce.
V rokometni ligi NLB je Herčmartno doživel hud poraz na gostovanju v Dobovi, Šmarčani so z neposrednim tekmecem za obstanek visoko izgubili, izid je bil 37-19. Edini razpoloženi igralec v vrstah poražencev je bil Matevž Kunst z 8 zadetki. Šmarčani za mesti, ki zagotavljajo ostanek v ligi, zaostajajo za 3 točke. V prvi B rokometni ligi so odigrali tekme 21. kroga. Dolani so gostili Črnomaljce in po slabem začetku na koncu prepričljivo zmagali. Končni izid je bil 33-23, Klement Brilej s 7, Rok Pintar s 6 in Domen Hribar s 5 goli so bili najboljši strelci v domači ekipi, ki je ostala v igri za napredovanje v prvo ligo. Vtise je po tekmi strnil pomočnik domačega trenerja Tadej Simončič. Točke ja, zmaga lepa, igra v prvi polčasu pa ni zadovoljila kriterije. Pričakovano po tem tednu, sestavljali smo se po naporni tekmi z Rudarjem, vzelo nam je veliko moči, ampak vseeno jaz mislim, da kvaliteta je bila na naši strani, hvala publiki za podporo. Vemo, da imamo nekaj poškodovanih igralcev, kar nam bo zdaj ta premor prav pršel, ampak glede poteka same je bilo pričakovano malo slabši začetek. Ste pred končnico, v kateri še ni vse izgubljeno, naslednjo tekmo, kar težka bo v Ljubljani s Krimom? Ja, Krim je neugodno že pokazal tle, igrali smo že v pokalu tudi z njimi. Mi moramo tekmo po tekmo, upamo na najboljše. Vsakega lahko premaga, tako da zadali smo si 7. vrsto, gremo zdaj po ta 3. Hvala lepa, upamo, da se vam pričakovanja izpolnijo. Ja, hvala vam in še enkrat vabljeni v Krim čez 14 dni. Upam, da bodo tole vaši navijači slišali. Ja, hvala lepa. Precej bolj negotovo srečani so videli gledalci v Polaju, kjer so Trboveljčani z golom najboljšega strelca Luke Lenarta v zadnji minuti strli odpor ljubljanskega Krima. Ob Lenartu, ki je dosegel 7 golov, so po 5-krat zadeli še Blaž Sendelbach, Jan Setnikar in povratnik po poškodbi Jan Hočevar. Ekipa Radeč je z 32-20 izgubila v Slovenj Gradcu in izmanjkuje časa in tekem v boju za obstanek. Za poražence je Jan Sivka dosegel 5 golov. Vodilni Ivančani so na gostovanju v Izoli doživeli svoj drugi poraz v sezoni, Primorci so bili boljši s 23-22. Pri poražencih se je strelsko odlikoval Simon Stopar z 10 goli, Sviš pa kljub porazu trdno ostaja na vrhu lestvice. Košarkarji Hrastnika so v 4. krogu lige za prvaka doma ugnali postojnsko moštvo PVC na Gode in ohranili upe po napredovanju iz 3. v 2. ligo. Gašper Rovnik je za uspeh prispeval 22 točk, 17 jih je dodal Klemen Požin. V prvi slovenski futsal ligi so znani vsi 4 polfinalisti. Litija je v četrtfinalni seriji z 2-0 v zmagah premaga Siliko Rem Power, na drugi tekmi na Vrhniki je bilo 5-2 za najboljšo ekipo rednega dela prvenstva. V polfinalu, ki se igra na 3 dobljene tekme, se bodo Litijani udarili z moštvom FutureNet Maribor, za drugo finalno vstopnico se bosta borila Dobovec in Sevnica. Končano je tekmovanje v vseh republiških kegljaških ligah. Rezultate zadnjega 18. kroga lahko vidite na desni strani vašega ekrana. V moški konkurenci so naslov ubranili člani mariborskega Konstruktorja, v ženski pa Celje. V prvi A ženski ligi so Litijanke zasedle 8. mesto. V elitni moški ligi je hrastniški Enemon končal na 6., Litija pa na 9. mestu. V moški prvi B ligi je Trboveljski Rudar tekmovanje zaključil na visokem 2. mestu. V moški drugi ligi je Hrastnik pristal na 8. poziciji, medtem ko je druga ekipa Litije izpadla v 3. ligo. To je bila Mirica športa, hvala za pozornost in srečno. Mirico Dobrega uspešno polnimo in vesel sem, da lahko pozdravim naslednjo gostjo. Z menoj v studiu je Mateja Leskovšek, sekretarka Rdečega križa Slovenije območne izpostave Trbovlje. Mateja, prav lepo pozdravljeni. Lep dober dan, Tomaž, in seveda hvala za povabilo. Nekaj časa je že minilo, odkar ste prevzeli funkcijo sekretarke Rdečega križa Trbovlje, če se izrazim kar po domače, pa me zanima, kdaj ste nastopili to funkcijo in kako ste se z njo spopadli v teh
prvih mesecih? Ja, na Rdeči križ v Trbovljah sem prišla 1. novembra, torej v lanskem letu. Tako da v teh prvih mesecih še vedno spoznavam, kaj vse Rdeči križ počne, ampak ne tako površno, kot sem poznala prej kot novinarka, ko sem spremljala delovanje zasavskih Rdečih križev, ampak od znotraj. In ugotavljam, da v bistvu je mogoče delo na Rdečem križu še bolj pestro, kot sem si predstavljala. Vedela sem za tiste glavne naloge, ampak kaj vse posamezna dejavnost potegne za seboj, tega si pa nisem predstavljala. Tako kot ponavadi ne vemo, kako je biti recimo učitelj, dokler nisi učitelj, ali pa pek, dokler nisi pek. Tako da ja, še spoznavam, veliko sem že spoznala, ampak moram reči, da zaenkrat uživam. Rdeči križ ima tudi kar nekaj nalog na podlagi javnih pooblastil, med njimi najprej omeniva krvodajalstvo. Ja, krvodajalstvo seveda tudi v Trbovljah utečeno, mogoče drugače kot v večini mest po Sloveniji, ker imajo krvodajalske akcije recimo na vsake toliko časa, povabijo krvodajalce takrat v nek prostor in tam pripravijo odvzeme krvi. Pri nas v Trbovljah imamo splošno bolnišnico Trbovlje, tam deluje tudi Center za transfuzijsko dejavnost Trbovlje in tam pravzaprav potekajo odvzemi vsak teden. Vsak petek lahko pridejo krvodajalci na odvzem med 7:30 in 11. uro. Tako da ta zadeva je zelo utečena. V lanskem letu je sicer prišlo do spremembe, kar se tiče odvzemnega dne. Prej to ni bil petek, torej od poletja naprej mislim, da je to petek. Krvodajalci tudi dobijo malico, tako kot vedno. No, to je dogovorjeno s sosednjo restauracijo čez cesto, gredo krvodajalci, torej v Kapeta. Tam lahko tudi parkirajo, je dogovorjeno tudi to, da lahko brezplačno parkirajo, tako da ta zadeva teče. Približno 300 krvodajalcev imamo v Trbovljah. Lansko leto, tako okvirna številka, 600 odvzemov oziroma približno 300 litrov krvi. Je pa poleg krvodajalstva zelo pomembno področje tudi prva pomoč. Seveda, ampak Tomaž, če mi dovolite, mogoče samo eno stvar, če že govoriva o krvodajalstvu, seveda z veseljem pa sodelujemo tudi pri kakšnih akcijah, ki jih organizirajo različne skupine. Ena takšnih bo krvodajalska akcija motoristov. 26. maj, Delavski dom Trbovlje, tudi tam bomo prisotni mi. Tako da mogoče na tem mestu se zahvalim motoristom, ki so pridni in vsako leto, mislim, da že nekaj let organizirajo takšne krvodajalske akcije. Drugače pa ja, prva pomoč seveda tudi javno pooblastilo. Izvajamo tečaje prve pomoči različne. Jaz verjamem, da večina ali pa zelo veliko ljudi se je že srečalo s kakšnim tečajem in sicer tistim tečajem za voznika. Tisto je treba opraviti, preden greš na izpit, vozniški izpit. Tako da to seveda počnemo tako kar redno, ko imamo dovolj prijavljenih, razpišemo oziroma izvedemo tečaj. Potem tečaj prve pomoči za delovne organizacije. Vemo, da morajo imeti podjetja znotraj svojih kolektivov ljudi, ki so vešči, da pomagajo v primeru kakšne nezgode in da morajo ti zaposleni na 5 let obnavljati te tečaje, tako za delovne organizacije, torej tudi izvajamo te tečaje. No, trenutno pa teče tudi tečaj za bolničarja. To je najdaljši 70-urni tečaj. Tudi nekatere institucije morajo imeti znotraj svojih sredin ljudi, ki imajo opravljen ta tečaj, pa seveda tudi ekipe prve pomoči, ki delujejo pri Rdečih križih, oziroma člani ekipe morajo imeti ta tečaj. Tako da mi smo zdaj na tistem mestu, ko sestavljamo ekipo, oziroma smo jo sestavili, člani pa zdaj hodijo v ta tečaj, tako da trenutno smo kar aktivni na tem področju. Rdeči križ pa marsikdo povezuje tudi s socialno situacijo v posameznem mestu. In vi imate gotovo vpogled v to, kaj se dogaja v Trbovljah. Pa bi vas najprej prosil, da malo pokomentirate, kako vi na Rdečem križu vidite socialno sliko v Trbovljah. Jaz bi rekla, da pravzaprav je to tista dejavnost, torej socialna dejavnost, ki nam vzame
največ časa, največ energije, mogoče bom rekla, pa je tudi prav tako, a ne. Ja, zadnji podatki, šla sem pogledat o registrirani stopnji brezposelnosti za januar, kažejo, da je Trbovlje 14-odstotna, a ne, ta stopnja, približno 14-odstotna. Če pogledamo, da je bilo lani v začetku leta, da je bila stopnja 18-odstotna, lahko rečemo, da je bolje, zagotovo bolje, ampak ta podatek pa mogoče ne pove dovolj o stiskah ljudi, torej tistih ljudi, ki so že prišli do neke točke, ko bi rekli, so si pa vdahnili. Govorimo o upokojencih z zelo nizkimi pokojninami, a ne, teh ni v teh 18% seveda, oziroma 14% seveda ne. Potem to so ljudje, ki so zaposleni, pa delajo za minimalno plačo ali pa malo nad minimalno plačo, pa izpadejo iz najrazličnejših sistemov za dodeljevanje subvencij. Tukaj vidim jaz težavo, ampak to ni seveda ne občinska težava, to je težava oziroma problem naše države. Nekje smo se zgubili, nekje smo zgrešili, ne vem, ti ljudje potrebujejo tudi našo pomoč, ne? In če se obrnejo na nas, seveda jim pomagamo. Torej upokojencev z nizkimi pokojninami imamo ogromno v našem sistemu. Tisti zaposleni z minimalnimi plačami mogoče malo manj se obračajo na nas, ker vendarle so zaposleni, pa mogoče niti ne vedo, da jim lahko kaj pomagamo, ali pa je še vedno prisotno malo sramu, čeprav jaz pravim, mi smo tam zato, da pomagamo. In kdo so tisti, ki so upravičeni do vaše pomoči, katere pogoje morajo izpolnjevati in kaj jim pravzaprav lahko ponudite? Ja, tako. V bistvu vsi tisti, ki prinesejo k nam odločbo z Centra za socialno delo, se pravi, dobivajo bodisi celo socialno denarno pomoč, bodisi del denarne pomoči, to so seveda lahko naši uporabniki. Seveda pa se na nas obračajo tudi upokojenci z nizkimi pokojninami. Zdaj, če si predstavljava, da nekateri niti ne dosežejo 500 evrov pokojnine, ne, če nimajo polne delovne dobe, je to seveda velik problem, ker ti ljudje morajo prav tako plačevati položnice, prav tako si morajo kupiti hrano, ne. Torej, hočem povedati, da nimajo odločbe Centra za socialno delo in seveda jih vpišemo v naš sistem. Tam 500 evrov recimo pokojnine, recimo, da je ena takšna meja. Se pa primer od primera seveda razlikuje in jaz bom rekla, da imamo to srečo, mogoče privilegij, da nismo tako kot nekatere državne inštitucije vezane res na tisti striktni cenzus, a ne, presežeš za 1 cent, pa ti ne pripada nekaj, a ne. Če, ne vem, je pokojnina 501 evrov, seveda se vpišemo takšnega upokojenca v naš sistem, če nam seveda tudi pojasni, kakšna je njihova oziroma njegova situacija, ne. Tako da pri nas moram reči, da veliko časa si ga vzamemo zato, da z ljudmi poklepetamo. Včasih jim veliko pomeni že to, ne, da si vzamemo čas, da jih razumemo, da jim priznamo, da so na nek način čarovniki, da preživijo s tako malo denarja, ne. Ker res je tako, da če sta 2 upokojenca v družini, pa mogoče vsak po 500 evrov, pa nekako gre, ne. Če pa en ostane sam, je pa težko. Kaj konkretno pa jim lahko ponudite? So to gmotne dobrine, denar, paketi, kaj je na voljo? Denar seveda ne. Denarja ne dajemo ven, predvsem jim pomagamo s hrano. To je tista naša, bom rekla, glavna oblika pomoči. Imamo pakete s hrano, torej iz sklada Evropske unije, potem FIHO, z Rdečega križa dobimo, nekaj dokupimo sami, tudi kakšne donacije in tako v bistvu na 2 meseca prihajajo naši uporabniki k nam. Najprej pridejo v pisarno, če povem sistema, ne, najprej pridejo k nam v pisarno, mi uporabljamo računalniški program e-sociala, vse imamo računalniško vodeno že nekaj časa, torej vse, kar nekomu izdamo, je zabeleženo v računalniku. Hkrati s tem, ko izdamo tisto izdajnico in napišemo, kaj recimo bo dobil človek, se nam odšteva od zaloge, tako da to je ena taka fina zadeva, ne. Pravzaprav za vsak kilogram, če tako rečem, moke, vemo, kam je šel, ali ga imamo še v skladišču, ali smo ga izdali, komu smo ga izdali. Tako da to je res skrbno vodeno.
Te pakete dopolnjujemo tudi recimo s kakšnimi stvarmi, ki jih zberemo v kakšni akciji. In glede na to, da imam to priložnost, Tomaž, če mi dovolite, bi lepo povabila Trboveljčane, tudi druge, da pridejo ta četrtek v Mercatorjevo trgovino Hit Market. In mi bomo tam, kajti potekala bo po celi Sloveniji akcija Zbiramo hrano, lahko pomagaš. In jaz moram reči, da sem res zelo navdušena. Jaz sem bila v decembru, že smo dvakrat bili v tej trgovini, smo zbirali hrano in odziv je bil res neverjeten. Zdaj z glave sicer ne vem, koliko smo zbrali, ampak lepo smo lahko dopolnjevali te naše pakete za ljudi z različnimi izdelki. Kakšna, ne vem, juhca, pa mogoče kakšna gotova jed. Skratka, zelo različno so ljudje darovali. Veliko je bilo sladkarij, seveda, ker je bil to december. Tako da res vabim ljudi, da mogoče si vzamejo čas, pa v četrtek pridejo v trgovino, tam darujejo. Jaz rečem vedno tako, dovolj je tudi 50 centov, 1 evro, kolikor pač kdo lahko pomaga, daruje in zagotavljam, da to pride res tja, kjer je potrebno. Preko sva se pogovarjala, kaj vse lahko pomoči potrebnim ponudite. Sva se ustavila pri paketih in še prej pri pogovoru z njimi. Tudi to marsikdo potrebuje. Je še kaj takega? Seveda. Imamo skladišče z oblačili. Jaz sem bila kar malo presenečena, kako hitro se polni to naše skladišče. Prej si niti nisem predstavljala. Vedela sem, da so tam zbiralniki za oblačila pred našimi prostori, ne. Tudi sama sem kdaj prej kaj dala tja notri, ampak nisem si predstavljala, da so Trboveljčani tako zelo pridni, kar se tega tiče. Torej, 2-krat tedensko praznimo ta zbiralnik. Imamo zaposleno eno delavko preko javnih del in sem zelo vesela, da se je tako zgodilo, da smo se lahko prijavili, da nam je občina Trbovlje dala to možnost, da se prijavimo. Skratka, ona skrbi za ta del, torej za skladišče z oblačili, torej 2-krat na teden pride cela gora vrečk iz tam ven, ogromno oblačil, vse pregleda, zloži seveda v škatle za otroke, za ženske, za moške, tudi čevlji so posebej. Tako da naše skladišče je polno in tudi ljudje zelo veliko hodijo v skladišče. Ob sredah je to, torej delimo in hrano in v naše skladišče z oblačili lahko pridejo ljudje in jaz moram reči, da tam vedno gneča. Še nekaj tem nama je ostalo, malce glasbe si bomo privoščili, potem pa nadaljujeva pogovor. Magnifico bo prepeval eno tako lepo, malce starejšo. Tam nekje v vesolju sva se v njenem ritmu zibala. V nebesih se je vnel prepir, ko sva kalila nočni mir. Odkrival sem svet neznan, vsak poljub je zame bil vulkan. In ko enkrat bom umrl in ti boš daleč proč, ne mi sveč prižigat, spomni se na božično noč. Aleluja, baby, baby, telo in dušo sem ti dal. Hvaležna si bila, ko satana iz tebe ven sem gnal. Iz lic sem ti solze pil, neusmiljen jezdec, to noč sem bil. Boga prosila bova za pomoč, dekle grešila sva na sveto noč. In ko enkrat bom umrl in ti boš daleč proč,
Mateja Leskovšek iz Rdečega križa Trbovlje je danes z nami v Mirici Dobrega. Mateja, o različnih akcijah sva že govorila. Kaj pa donirana hrana? To je zelo znana akcija, je tudi pri vas. Ja, seveda. Projekt Donirana hrana teče tudi v Trbovljah. Nekateri mogoče poznajo zadevo podviški hrane. Zdaj v zadnjem času se bolj uveljavlja ime Donirana hrana. Lionsi so seveda tisti, ki so vez med trgovinami, kjer zvečer, preden zaprejo, jim ostane hrana tistega dne, in med Rdečimi križi, tako da tudi oba trboveljska Lions kluba sodelujeta z nami, mi z njimi, če tako rečem. Imamo pogodbo, tako da prevzemajo naši prostovoljci hrano v 3 trgovinah v Trbovljah, Špar, Mercator in pa Tuš. Že nekaj časa teče zadeva, s tem, da od lanskega leta pa zadeva teče tako mogoče malo drugače kot drugod v Sloveniji, kajti naša prostovoljka, brez katere res ne bi šlo, pa tudi članica območnega odbora, gospa Slavi Gala, se je potrudila, zbrala ekipo ljudi, ki so donirali material, delo in tako naprej in je uredila menaško. To je prostor, kjer razdeljujemo to donirano hrano. Torej, če tako poenostavim, naši prostovoljci zvečer, preden se zaprejo trgovino, oziroma ko se zaprejo, tisti trenutek približno pridejo do trgovin, prevzamejo to hrano v trgovinah, jo pripeljejo v našo menaško, tam ravnajo z njo v skladu z navodili HASAP-a. Imamo izobraževanje za te prostovoljce vsake toliko časa, tako da vedo, kako je potrebno s to hrano ravnati, jo spravijo v hladilnike, tako kot je treba, kaj tudi ohladijo, skratka, tako kot imajo navodila. Potem pa v naslednje jutro, dopoldne, razdelimo to hrano ljudem, ki prihajajo pred menaško. Teh ljudi je veliko. Jaz bom rekla, da tako približno 20 na dan, vsak dan jih pride, tudi do 25. In jaz mislim, da je to en odličen projekt. Tako da na tem mestu tudi zahvala Lionsom, da so se potrudili in to zadevo pripeljali tudi v Trbovlje. Namreč dnevno torej lahko pomagamo ljudem, ki si sami ne morejo kupiti hrane. Če sva prej govorila o tem, da mogoče nekaterim ostane 50-100 evrov na mesec za hrano, to je zelo malo. In seveda je super, če lahko takemu človeku na dnevni bazi pomagaš, ne vem, s kruhom, s kakšnimi mlečnimi izdelki, kakšna solata se najde. Skratka, zelo različni izdelki so različne izdelke dobimo v sklopu te akcije v našo menaško, v naše hladilnike, tako da, ja, super projekt. Omenili ste prostovoljce. Brez njih verjetno marsikdaj ne bi šlo. Ne, sploh ne. In tako da zdaj res spet ena velika zahvala tem našim srčnim prostovoljcem, ki si vzamejo čas, ki jim je še vedno mar za sočloveka in pomagajo nam tako s prevozi, tako v skladiščih, v obeh z oblačili, kot tudi pri hrani. V kakšnih akcijah, se pravi, omenile sva, zbiramo hrano v Mercatorju. Tako da res na tem mestu ena velika zahvala, to so srčni ljudje, dobri ljudje in res sem ponosna, vesela, da jih imamo v naši družbi. Pred kratkim sem slišal, da boste imeli v bližnji prihodnosti tudi obiski iz Ljubljane. Namenu boste predali novi defibrilator. Mogoče kaj več o tem? Ja, zelo sem vesela, da se je našemu povabilu odzvala generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije, gospa Renata Brunskole, in nas bo obiskala čez teden dni, torej 3. aprila, ko bomo namenu predali defibrilator. Torej, imamo defibrilator od konca lanskega leta, pa smo rekli, ne bomo ga imeli v pisarni, pač pa ga bomo namestili na našo stavbo, zato da bo na voljo ljudem, občanom, če bo prišel kdaj prav, seveda zato, da reši kakšno življenje, bomo izjemno veseli. Tako da, ja, gospa Brunskole pride v Trbovlje, jaz sem vesela in povejte še, kje se nahaja Rdeči križ v Trbovljah in kdaj imate uradne ure? Rdeči križ v Trbovljah je na ulici 1. junija 4. Tisti, ki Trbovlje poznajo, vedo, kje to je. Mogoče za tiste, ki jim ulice niso najbolj domače. Stari zdravstveni dom, pravijo
tudi tej stavbi ali pa nasproti name recimo. Skratka, tam domujemo, tam je kar nekaj društev. V najemu, seveda to je občinska stavba. Tako da občina Trbovlje nam je naklonjena, nam je dala te prostore, tudi ko rabimo mogoče še kakšen kotiček zraven, se odzovejo. Tako da, ja, tam imamo pravzaprav vse prostore, obe skladišči, menaško in tudi pisarne. Kdaj pa lahko uporabniki, potencialni uporabniki pridejo do vas? Tako, uradne ure imamo ponedeljek, sreda, petek med 8 in 12 uro. Seveda pa, če so kakšni izredni dogodki, izredne situacije, naša vrata so odprta. Pravzaprav lahko rečem za takšne izredne zadeve kadarkoli. Končajva najin današnji pogovor še z načrti. Leto je še dolgo, kaj še pričakujete od njega? Ja, zdaj prva stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je to, da je Rdeči križ prisoten med občani na prireditvah, tako da se bom potrudila, da bomo ali jaz ali moji sodelavki Damjana in Jerneja, ki sta mimogrede res odlični sodelavki, dobro poznata sistem Rdečega križa, da bomo prisotni vse tri, pač kolikor bo šlo na vseh zadevah, kolikor bo mogoče. Zdaj, če zelo na kratko, pred nami je oziroma v maju teden Rdečega križa, tako da smo z mislimi že tudi pri tednu Rdečega križa. Bomo v knjižnici, Trboveljski knjižnici, bomo v sodelovanju s knjižnico in Zasavsko ljudsko univerzo v izložbenem oknu postavili tudi naš promocijski material, odprli bomo vrata našega Rdečega križa, pred Šparom postavili stojnico in tam pripravili prikaz uporabe defibrilatorja. Potem ena zanimiva stvar, zdaj smo sicer še v dogovarjanju, ampak mislim, da smo tako daleč, da lahko povem, luštna zadeva, namreč z eno od osnovnih šol oziroma osnovno šolo Trbovlje smo se povezali. Otroci bodo pekli piškotke, mi bomo zagotovili material, da jih bodo lahko spekli, potem pa bomo te piškotke razdelili v naši menaški, našim uporabnikom. Tako da mislim, da je tukaj ogromno nekih pozitivnih učinkov. Otroke seznanjamo s Rdečim križem, s pomenom Rdečega križa, s humanitarnostjo, potem uporabnikom seveda bomo dali še nekaj zraven, da se bodo posladkali. Tako da mislim, da je to ena takšna super zadeva. Prvošolčki nas bodo obiskali, tako kot vsako leto jih bomo povabili, da pridejo k nam, da se ogledajo Rdeči križ, da jih seznanimo s tem, kaj počnemo. Pokličejo ponavadi takrat tudi na 112 z našim Rokom. Mimogrede, pri prvi pomoči, ko sva govorila, imamo 3 licencirane predavatelje. Rok Janežič, Zdenka Deželak in Cvetka Fakin, tudi naša predsednica. Rok ponavadi pride takrat, kadar je treba otrokom kaj predstaviti oziroma prvošolčkom in so zelo zadovoljni. Tudi ob občinskem prazniku bomo zagotovo kaj pripravili, se predstavili. Tako da načrtov imamo kar veliko, jaz upam, da jih bomo čim več uspeli uresničiti. Kar nam bo ostalo, bomo pa mogoče kaj prihranili še za eno leto naprej. V prvem letu vse ne gre. Mateja Leskovšek, jaz se vam res lepo zahvaljujem za obisk v našem studiu, za vse podatke, ki ste jih natrosili v tokratno Mirico dobrega. Še naprej vam želim uspešno delo, da boste vsaj malo pomagali tistim, ki so pomoči potrebni in jim olajšali in olepšali življenje. Se bomo trudili, Tomaž, vam pa hvala za povabilo. Tudi vam, drage gledalke in gledalci, hvala, ker ste v naši družbi. Našo današnjo Mirico bomo počasi napolnili čisto do konca, zato ostanite z nami še nekaj trenutkov. Postanite z nami vidni tudi vi. Oglaševanje na ETV. 03 56 57 150. V podjetju EVJ Elektroprom izdelujemo 100% smrekove pelete, kakovostni razred 1. Pri nas lahko pelete kupite v 15-kilogramskih vrečah. Pohitite z nakupom, da vas mraz ne prehiti. Še tako idilična alpska smuka lahko postane muka. Najbolj kompletno turistično zavarovanje za vsak korak v tujino, za vse leto, za vso družino. Več na triglav.si.
Gostišče Trojane je gostišče s tradicijo, ki je nastalo iz dobre stare gostilne. Gostom so namenjeni obširni parkirni prostori tako za avtomobile kot avtobuse. Sloves Trojan je tudi preko meja ponesla znamenita slaščica Trojanski krof. Krofe pečejo že od leta 1961 dalje. Trgovina s slaščicami je založena tudi z drugimi sladicami, od kremnih rezin, tortic, gibanic, keksov in domačih potic. Pripravijo izvrstne jedi, med katerimi izstopajo slovenske specialitete, ki navdušujejo tudi najbolj zahtevne goste. Z njimi vas bodo postregli v stari in novi restavraciji in prav v tej je posebno prijetno posedeti ob dobri hrani in uživanju v razgledu po okoliških hribih. Še lepši pa je razgled iz vrhnje terase. Vsak dan pečijo domač kruh, več vrst ga imajo, kupite pa ga lahko v njihovem dobro založenem minimarketu, v katerem bo zagotovo vsakdo našel nekaj zase. Kdor prej pride, prej pomaga. Hitra in učinkovita domska asistenca s prijavo škodnega primera tudi prek aplikacije. Zavarovalnica Triglav. Dragi, mene tako zeba, daj me stisni in pogrej. A teno, draga, se so nama mojstri od EVJ zmontirali klimo, klima tudi greje. Na EVJ poznajo pogret. Če večkrat zebe tudi vas, oglasite se pri nas. EVJ Center Kisovec. Nakup in montaža klim kjerkoli in kadarkoli. Na začetku današnje Merice dobrega smo omenili, da smo vstopili v tako imenovani veliki teden in veliko izmed vas jih bo gotovo proti koncu tedna barvalo pirhe. Če ste zaprisežen privrženec naravnih sestavin, želite poskusiti nekaj novega ali pa ste naveličani vedno istih načinov za barvanje velikonočnih jajčk, se lahko letos lotite barvanja pirhov s pomočjo sestavin, ki jih najdete v kuhinji ali na vrtu. S tem ne boste poskrbeli le za nežno obarvane pirhe, ampak tudi za preverjeno in 100% naravno pripravljeno jed. Za začetek obstajata dva načina, na katera se lahko lotimo barvanja jajc. Prvi je vroč, drugi hladen. Barve oziroma sestavine za barvanje lahko zavremo in kuhamo sočasno z jajci, lahko pa se barvanja lotimo tudi potem, ko so jajca že kuhana. Prvi način je sicer veliko hitrejši, a če želite več različnih barv, boste za kuhanje potrebovali tudi več posod in kuhalnih plošč. Barvanja se lahko lotite s svežimi in zamrznjenimi ali s posušenimi sestavinami. Konzervirane sestavine jajčka obarvajo močneje in z njimi dosežemo žive barve in dobro prekrivnost. Za bolj globok odtenek v tekočino za kuhanje oziroma barvanje dodamo nekaj kapljic vinskega kisa. Če se odločimo za hladne sestavine iz zamrzovalnika, naj bo to zelenjava, sadje in nekatere začimbe, naj jajca počakajo v hladilniku, dokler sestavine v loncu vode ne obarvajo dovolj močno. Pri tem načinu v vodo dodamo malce manj kisa. Na splošno pa velja, dlje kot pustimo jajčka v vodi, bolj se bodo obarvala. Tako lahko tudi uravnavamo želene odtenke. Najprej se bomo zdaj na kratko posvetili barvanju na vroč način. Jajca v eni plasti postavimo v lonec, da prekrijejo dno. Dodamo toliko vode, da so vsa jajca pokrita. V vodo dodamo žličko ali dve kisa. Dodamo še izbrane naravne sestavine. Koliko?
odvisno od želenega odtenka. Nato zavremo vodo, zmanjšamo ogenj in pustimo, da počasi vre 15 minut. Ko smo zadovoljni z barvo jajčk, jih umaknemo iz tekočine. Če želimo močnejšo barvo, jajc ne pustimo v vreli vodi, saj se bodo tako prekuhala. Obarvano tekočino precedimo skozi gazo ali kavni filter in vanje spet položimo že kuhana jajca. Pustimo v hladilniku čez noč. Jajca, pobarvana z naravnimi sestavinami, se ne svetijo, zato jih za svetleč učinek premažemo z oljem ali s čim drugim. Zdaj pa bi vam radi predstavili nekaj naravnih barv oziroma kako priti do njih. Vas zanima, kako dobiti vijolično barvo, sok rdečega grozdja, cvetovi vijolic z 2 vejicama zanimive sestavine. Tudi druge barve so zelo pogoste in jih lahko uporabimo. Vijolično modro dobimo s cvetovi vijolic, manjšo količino prevretih čebulnih olupkov, hibiskusov čaj lahko uporabimo in rdeče vino. Kako dobimo modro barvo, zamrznjene borovnice uporabimo, pa rdeče zelje in vijoličast grozdni sok. Kaj pa zelena barva, špinačni listi in tekoči klorofil. Marsikdo ima rad tudi zeleno-rumeno barvo. Prevreti je treba olupke zelenih jabolk. Kaj pa čista, lepa rumena? Prevreta lupinica limone ali pomaranče nam jo bo omogočila, papirje korenja, semena zelene, mleta kumina, mleti ingver, kamilični čaj, pa tudi zeleni čaj bo prišel prav. Kaj pa zlato-rjava? Semena koprca lahko uporabite ali pa čebulne olupke, ki jih dodate zraven za odtenek. Kaj pa oranžna barva, rumena čebula, kuhano korenje, čili v prahu in mleta paprika. To je tisto, kar si lahko pripravite. Še rožnato poglejmo. Rdečo peso uporabimo, brusnice ali brusnični sok, maline in grozdni sok. Kaj pa rdeča, ta nam je ostala za konec. Veliko rdečih čebulnih olupkov, vložene češnje skupaj s sokom, sok granatnega jabolka in maline. Želimo vam čim več ustvarjalnih trenutkov, če se boste sami lotili barvanja pirhov. Če imate otroke, vnuke ali pa če sami radi barvate pirhe, te dejavnosti ne smete izvzeti iz dejavnosti tega tedna. Se pa proti koncu tedna in v začetku novega tedna obetajo tudi velikonočne jedi. Velika noč je v Sloveniji praznik, ki je tesno povezan s tradicijo in starimi običaji. Iz domačih kuhinj se širi vonj po značilnih prazničnih dobrotah, ki jih slovenske gospodinje skrbno pripravljajo po receptu svojih babic in tudi starih kuharskih knjig. Začnite praznični dan s tradicionalnim velikonočnim zajtrkom. Na mizi ne smejo manjkati značilne velikonočne jedi. Meso, hren, kruh oziroma potica in pirhi, to so obarvana kuhana jajca, o katerih smo malo več govorili že prej. Vsekakor morate poskusiti tudi šunko v testu, ki jo lahko pripravite tudi sami. To je tisto, kar nam prav pride in s čimer lahko razveselimo tudi svoje goste. Kaj je še okusno? Kaj je tisto, kar je pri vsakem slovenskem prazniku? Lahko dodate tudi svojo domišljijo. Še nekaj o simbolih na Veliko noč. Na Veliko soboto je v cerkvah, ob kapelah ali križih in drugih božjih znamenjih blagoslov velikonočnih jedi. V košarah, ki jih večinoma verniki uporabljajo samo za ta namen, prinesejo k blagoslovu hren, kruh, pirhe, šunko. In zakaj ravno te jedi? Vsaka izmed njih ima globlji simbolični pomen. Zdaj pa smo Mirico Dobrega skoraj čisto zares pripeljali do konca. Preden vas povabimo v kino in na različne druge dogodke po Zasavju, pa še napovednik enega filma, ki si ga lahko ogledate sami ali pa nam povabite katerega izmed svojih prijateljev. Ostanite z nami še v zadnjem delu. I have this reoccurring dream. I feel the warmth of the sun on my skin and the comfort of arms around me. And I want to stay there forever. But that would be impossible. I have a severe sensitivity to sunlight. Doctor appointments became a part of my routine.
It's not going to fall into remission, and every year the risk becomes more serious. So I spend all my time indoors, behind special windows, sleeping during the day and staying up all night, and playing music every chance I get. Waiting, so I'll keep Hey. What should I have said? Hey, I'm Katie Price. I've watched you outside my window for the past 10 years, and I've been in love with you, stalking you every minute. This is what Taylor Swift does. She has awkward interactions with boys, and then she just writes amazing songs about it. I don't understand how we've never met. I've probably skated by your house every day on the way to practice. Hey, you wouldn't want to do something sometime, would you? I'm really busy during the day, but I could be free at night. What does Katie Price want to do? There's so many things I want to do. I've been looking at the stars tonight. Wait, where are you taking me? Your first live show. That was literally one of the best things ever. Right? I'll be a dreamer till the day I die. You coming? I am not comfortable with him not knowing. I'm going to. I just need a little longer of being someone more than just a disease. This isn't something you can just not tell me. I'm so sorry. But we're not the couple who doesn't try. Don't want a never-ending life. I just want to be alive. Having someone. While I'm here. That's the best part. And I don't want to see another night lost inside a lonely life. While I'm here, I got dreams in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. But the heart still rattles, the heart still rattles. Oh. I've waited my whole life to feel this. Tudi kam najlepše ta teden boste izvedeli v Mirici dobrega. Že danes se bo na Facebook profilu televizije ETV pojavilo nagradno vprašanje, na katero boste pod komentar lahko zapisali pravilen odgovor. V naslednji oddaji bomo izžrebali nagrajenca, ki bo za nagrado prejel vstopnico za Kino Trbovlje. Nagrajenka prejšnjega tedna je Stanka Subotič. Nagrado lahko prevzamete v našem baru Sedmica. Zdaj pa poglejmo, kaj se bo ta teden vrtelo v Kinu Trbovlje. Danes ob 18. si v Kinu Trbovlje lahko ogledate dramo Manifest, ob 20. pa bo na sporedu dokumentarni film Odraščanje. Po filmu bo sledil pogovor z ustvarjalci in gostjo filma. Jutri, v sredo ob 18. bo na sporedu drama Manifest, v četrtek ob 18. pa znanstveno-fantastična pustolovščina Igralec številka 1. Ob 20. pa si boste lahko ogledali igrani dokumentarni film Marijina zemlja. V petek ob 10:30 si lahko ogledate dramo Gospodična ne mi težit. Po filmu pa bo sledil pogovor. Ob 18. bo na sporedu komedija Ne z mojo hčerko. Ob 20. pa znanstveno-fantastična pustolovska Igralec številka 1. V soboto ob 16. se bo zavrtela družinska komična pustolovščina Peter Zajec s slovensko sinhronizacijo. Ob 17:45 pa bo na sporedu znanstveno-fantastična pustolovščina Igralec številka 1. Ob 20:15 bodo zavrteli komedijo Ne z mojo hčerko. V nedeljo 1. aprila ob 10. si boste lahko ogledali družinsko komično pustolovščino Peter Zajec s slovensko sinhronizacijo. Po filmu pa bo sledila otroška delavnica. Ob 18. bo na sporedu komedija Ne z mojo hčerko, ob 20. pa znanstveno-fantastična pustolovščina Igralec številka 1. Že smo v novem tednu, v prazničnem tednu, ki se bo končal oziroma začel z velikonočnim ponedeljkom. Ob 18. bo na sporedu družinska komična pustolovščina Peter Zajec s slovensko sinhronizacijo, ob 20. pa si lahko ogledate znanstveno-fantastično pustolovščino Igralec številka 1. Še v torek se zazrimo, ob 18. uri bo na sporedu igrani dokumentarni film Marijina zemlja. V oddaji Mirica dobrega pa vas, kot ste vajeni, vabimo tudi na različne druge dogodke po Zasavju. Čakra v Sanskrtu pomeni kolo, vrtinec
in se nanaša na 7 glavnih energijskih centrov, iz katerih je naša zavest oziroma naš energijski sistem sestavljen. Te čakre oziroma energijski centri delujejo kakor vrtinci in uravnavajo prehod energije z vrtinčenjem in prek našega energijskega sistema. Delovanje naših čaker je odsev naših odločitev, ki jih sprejemamo vsak trenutek svojega življenja, pa tudi odzivov na življenje. Te vrtince odpremo že s svojim razmišljanjem, vsakim odzivom na okolico, pa tudi s čustvovanjem. Vabimo vas na predavanje, ki ga bo vodila Leonida Derganc. Kdaj? Jutri, 28. marca ob 16. Trajalo bo do 18. na Zasavski ljudski univerzi, Grajska 2, Zagorje. Vas moderna tehnologija včasih spravlja o pamet, se vam zdi, da se svet prehitro spreminja, vam pa se včasih zdi, da ga komaj dohajate. Nudijo vam pomoč pri pametnih telefonih, tablicah, računalnikih. Kdaj? Vsak petek med 9. in 11. uro. Tudi tega se lahko udeležite na Zasavski ljudski univerzi v Zagorju. Kaj pa barvanje pirhov, o katerih smo danes govorili? Želite spoznati malo drugačen način barvanja velikonočnih jajčk? Potem se pridružite delavnici, na kateri vas bodo naučili, kako jih lahko pobarvate na najbolj naraven način, ki pa je tudi do okolja prijazen. Uporabili bodo kavo, borovnice, teran, peso, kurkumo in verjetno še kaj. Če bi radi barvali jajčka v skupini, vabljeni v petek 30. marca ob 11. uri na Zasavsko ljudsko univerzo, Grajska 2, Zagorje. Vse, kar sem omenil, je brezplačno in teh dogodkov se lahko udeležite, če le imate nekaj časa. Pri koncu oddaje Mirica dobrega smo. Ne pozabite, ko začutite, da je življenje kdaj pretrdo z vami in se želite udati, se spomnite, kdo ste. Spomnite se svojih sanj. Najbolj bodimo hvaležni za zveste prijatelje. Ne gledajo nas izpod čela, čeprav se ne obnašamo vedno tako, kot bi si želeli. Preprosto nas sprejmejo in nas imajo radi. Nam želijo vse dobro, tako kot mi vam. Ne pozabite na naše nagradno vprašanje, ki bo objavljeno na Facebook profilu ETV in na 2 nova spota, izmed katerih morate izbrati zmagovalca. Želim vam lep teden, lepe praznične dneve in vse dobro.